Samsung nas doslej s tablicami ni navduševal, saj skoraj nobena iz družin Galaxy Tab ali Galaxy Note ni imela res dobrega zaslona in dovolj hitrega procesorja, da bi stregla vsem željam zahtevnejših uporabnikov. Po prvem vtisu pa bi to lahko spremenile tablice s pripono Pro. Korejski proizvajalec je predstavil 6 novih modelov s 3 različnimi velikostmi zaslonov, vse v 2 različicah, Tab Pro in Note Pro, ki imajo dodano pisalo, drugače pa so enake kot Tab Pro. Ena glavnih razlik od prejšnjih tablic je uporabniški vmesnik, ki pa je menda razjezil Google. Na predstavljenih tablicah smo lahko videli 3 domače zaslone, ki niso samo odlagališče ikon za aplikacije, ampak so podobni novičarsko-revijalnim aplikacijam, kot je Flipboard. Prvi zaslon je osebni, na njem so novosti iz različnih virov. Drugi je delovni zaslon, tam so Remote PC, e-meeting, Webex, pisarniško programje in podobno. Tretji zaslon pa je družabni, nanj se stekajo zadeve z družabnih omrežij, YouTuba in tako naprej. Razločljivost zaslona je pri vseh modelih 2560x1600 in je videti fantastično tudi na največji od 3 tablic. Zaslonske velikosti so sicer 8,4, 10,1 in 12,2 palcev. Pri modelu z zaslonom diagonale 12,2 je tipkovnica polne velikosti in tipkanje je res udobno. S pisalom lahko uporabnik izvaja podobne funkcije kot na prejšnjih tablicah ali telefonih Galaxy Note. Deluje prepoznavanje pisave, možno je hitro ustvarjanje zapiskov. Če uporabnik nariše kvadrat, se prikažejo bližnjice aplikacij za večjo pravilnost in ko kliknemo na eno od bližnjic, se ta aplikacija odpre v plavajočem oknu. To lahko ponovimo večkrat in v ospredju odpremo več aplikacij, toda vse v ozadju še vedno deluje. In ta plavajoča okna lahko poljubno premikamo. Možno pa je tudi odpreti 4 aplikacije eno ob drugi in ta okna spet poljubno povečevati in zmanjševati in menjavati njihove položaje. Deluje tudi funkcija povleci in spusti iz ene od teh aplikacij v drugo. Na mali tablici je možno imeti 2 taki aplikaciji naenkrat. Je pa razločljivost na tem manjšem zaslonu še bolj impresivna. Ohišje je podobno kot pri drugih Samsungovih tablicah in telefonih v zadnjem času. Plastično, ob strani, kjer sta tudi zvočnika, pobarvano tako, da izgleda kovinsko in zadaj z vlažno teksturo in šivi, da daje vtis, kot da je zadnja stran usnjena. Tablice imajo režo za pomnilniško kartico microSD, na njih pa teče najnovejša različica Androida, seveda Samsungovo preobleko in dodatki, kot rečeno tudi s 3 novimi domačimi zasloni, ki so odmik od tradicionalnega zaslona s kupom ikon in spominjajo na filozofijo Microsoftovega uporabniškega vmesnika Windows 8 ali Windows Phone. Bomo videli, kako dolgo se bo ta uporabniški vmesnik obdržal. Tablice Galaxy Tab Pro in Galaxy Note Pro sem si za Delo Infoteh ogledal Matjaž.